Vse poletje je bilo živahno na naših družbenih omrežjih, zato je danes čas tudi za spletke. Živijo, Mateja. Živijo, res je. Po družbenih omrežjih smo vas ves čas informirali, pripravili kakšno nagradno igro, vi pa ste nam sporočali, kako je novi virus vplival ali pa tudi ne na vaše počitnice. Mnogi ste dopustovali kar v Sloveniji, proti koncu poletja pa vas je zelo zanimalo, kako natanko bo upoštevanje korona pravil videti v šoli. Opazila sem tudi, da je koronca vplivala na to, kaj so mladi spremljali na našem YouTubu. Res je bil najbolj klikan, kar 15.000-krat ste si ga ogledali prispevek o korona testu. To nas ni presenetilo, očitno pa vas zanima tudi vse, kar je povezano z družbenimi omrežji. Na našem Instagramu ste največkrat srčknili novico o omejevanju TikToka v ZDA, ter jo pospremili žalostnimi čustvenčki. Tam smo seveda spremljali tudi slovenska kolesarska junaka. Povedali ste, da imate tudi vi radi kolo, saj je to okolju prijazno, praktično in zabavno prevozno sredstvo. Ta teden smo vstopili v jesen in čas je, da poskrbimo za spomine, ki smo jih nabrali poleti. Da bomo svoje telefone lahko polnili z novimi, smo tokrat v spletkah z mladimi iz Mokronoga pospravljali stare fotografije. Po potepih in dogodivščinah polnem poletju je tudi moj telefon poln video in fotografij. Naprimer tistih z izleta na Triglavska sedmera jezera. Ok, nekaj sem jih objavila na družbenih omrežjih, ampak hej, kdo pravi, da bodo tam ostale? Kaj naj torej naredim s fotografijami? Meni slike veliko pomenijo, ker se rada spominjam lepih dogodkov, zato jih shranim v Google Foto in jih potem razvijem. Zelo rad prestavim iz telefona na računalnik, tam jih imam lepo urejene po različnih mapah. Enkrat se mi je že zgodilo, da sem izgubila slike in bila sem zelo žalostna. Jaz jih fotografije shranim na ključek po mapicah, zato da jih potem lažje najdem. Jaz sem že zalotila svoje sestre, kako mi brskajo po galeriji, zato veliko slik zaklenam, ostale pa naložim na USB ključek, nekaj jih pa dam tudi razviti in imam ogromno albumov. Za vas sem preverila, trenutno najboljša možnost je, da fotografije shranite v tako imenovane oblake, v naprimer Google Photos ali Appleov iCloud. No, meni najljubša možnost shranjevanja fotografij pa je izdelava fotoknjig oziroma fotoalbumov. Ogromno jih imam že doma in res fino je listati po spominih. Tudi fotografije našega izleta sem poslala v fotostudio, kjer so mi jih izdelali. Zdaj jih bom nalepila v fotoalbum in jih razdelila med sopotnike.